Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci, ponovno dobrodošli v mojem podcastu, ki bo danes v bistvu izključno vezan na prihajajočo svetovno prvenstvo. Kocka je padla, Aleksander Sekulić se je odločil za 12-terico, se pravi še zadnja dva sta izpadla iz možnosti igranja za svetovno prvenstvo. Po pričakovanju se je selektor odločil, oziroma se je moral odločiti med dvema Američanoma na centrski liniji, odpadal je pa še tudi eden izmed visokih kril, da tako rečem. Ampak malo več o tem v nadaljevanju. Zdaj je čas, da se vam vnovič zahvalim, da me spremljate, da spremljate moje podcaste in ostale stvari, ki so vezane na košarko na mojih različnih kanalih. Hvala še enkrat za vso podporo, zelo cenim. Vi mi dajete nove moči in če ste tukaj prvič ali če ste tukaj vnovič, vabljeni, da se naročite na moj kanal za več podobne vsebine. Tako, gremo k bistvu. Mike Tobey bo zraven, ne Jordan Morgan. Torej, Jordan Morgan je izpadel iz rotacije, čeprav je bil precej dlje na pripravah. Vemo, da spomnimo, on je že 2 tedna pred samim uradnim začetkom priprav prišel v Slovenijo, da bi se adaptiral, aklimatiziral in že začel s treningi pod taktirko Anžeta Mačka, pa vendarle to ni bilo dovolj, zakaj po mojem subjektivnem mnenju v nadaljevanju. Hkrati pa se je Sekulić zahvalil za sodelovanje tudi Aljažu Kuncu, tudi zakaj menim, da on ni prišel zraven ravno tako v nadaljevanju. Pa da naštejemo junake, takole gre. Branilci Luka Dončić, Aleksandar Nikolić, Žiga Samar. To so branilci organizatorji, potem branilci oziroma strelci krila. Jaka Blažič, Zoran Dragić, Prepelić, Hrovat, Gregor Glas. Krilni centri, Jakov Čebašek, Bine Prepelić in pa centra Tobey in pa Dimec. Zdaj, da hitro tukaj povem, da še zadeve, kot je Luka dejal v prejšnjem intervjuju oziroma v intervjuju kakšen dan nazaj, še vedno še niso idealne, reprezentacija se še vedno išče. In kaj je zdaj meni tukaj v bistvu največji plus vsega tega? Ja, da še kar precej časa. Do svetovnega prvenstva bomo igrali še prijateljsko tekmo proti Japonski, še zadnji lepotni popravki do takrat morajo biti narejeni, potem pa grupni del, se pravi Venezuela, Zeleno-Rdski otoki in pa Gruzija. Proti Gruziji pričakujem malo močnejšo tekmo, tudi kakšno težavico. Gruzija ni naivna ekipa, zdaj na zadnji prijateljski tekmi so premagali Iran z 84-72. Zdaj, torej kaj je bistvo? Resnično verjamem, da imamo še 4 tekme, da se dvignemo. Zakaj 4? Z vsem dolžnim spoštovanjem do nasprotnikov. Japonska itak je pripravljalna tekma, Zeleno-Rdski otoki in pa Venezuela ne morata biti na našem nivoju. Niti pod razno moramo gaziti. Sliši se podcenjujoče, ampak ne, mi smo Slovenija, nazadnje smo še nazaj, smo osvojili evropski naslov, bili na olimpijskih igrah 4. lejte, moramo gaziti, tu zdaj ni debate. To so tekme, kjer se še more dvigati forma določenih igralcev. Tukaj gledam predvsem na Zorana Dragića in pa Tobija. Za oba dva sem prepričan, da bo s tekmami motivacija rasla in da se bo ta ona dva najdla. To mi ni dileme. Zdaj Tobey je igral na... Dobro, to se bom pol dotaknil. Nema veze, Zoki me najbolj skrbi. Zoki more najti formo, more nehati biti živčen, more delati magari v obrambi, kakorkoli. Da se navežem na naslov, trenutek, ko sem vedel, da Morgan ne bo v repki. Zdaj, gre za banalno zadevo, skoraj absurd, ki se dogaja verjetno 6-krat na tekmo, pa vendar mi je dal nekaj vedeti. Tako da, dajte me do konca poslušati, pol me pa napadati. Čisto možno, da se motim, celo dajem opcijo, da sem tole popolnoma zgrešil, ampak nek indikator, nekaj je v meni vzbudilo velik dvom. Pa vam bom razložil kaj. Bila je situacija na tekmi med Črno Goro in Slovenijo, mislim, da je bila prestrežena žoga Jordana Morgana in 3 gredo v protinapad, se pravi Zoki Dragić po levi strani, Laufa po desni, Blažič vodi žogo v protinapadu 3-1 pa Jordan Morgan. Res čudna situacija. In kaj se zgodi? Morgan napačno podal, vsi smo že videli koš v protinapadu, vsi ti 3 igralci so ga videli, gledalci smo ga videli, verjetno tudi nasprotna ekipa,
ampak ne, bila je prestrežena žoga, Morgan je slabo podal. Skratka, nastal je problem. Kakšen? Frustracija Zokija Dragića, v 3 pizde, izrazil je nekoga poslal, Blažič ravno tako skomignil z glavo. Omenjena trojka se vrne v obrambo, vsi so še vedno jezni sami pri sebe, niso si podali roke. Se pravi, banalna zadeva, to se zgodi 6krat, 7krat, 8krat na tekmi, pa na treningu, pa slačinci se vse pozabi. Kaj meni to povedalo? Meni je to povedalo, da morda igralci z Jordanom Morganom niso preveč povezani. Ne na, kot ne izven terena. Zdaj, kako bi bili na terenu povezani? V večini igralcev je, se pravi, Jordan Morgan prvič zaigral, ne? Ker vemo, telekvalifikacije, slovenska reprezentanca, pa tudi vse ostale niso odigrale v popolni postavi. Ne? Se pravi, z marsikaterim Morgan ni odigral še tekme, ne? Kar je ena težava. Ne? Zdaj, izven, kako hitro lahko ti zgradiš neko kemijo, vprašanje, ne? Tukaj je bil Tobi v neverjetni prednosti, če mene vprašate, se pravi kvalifikacije za olimpijske igre je dal skozi, celotne olimpijske je dal skozi, to so postavljene na neke vrste bratje, kot bi rekli košarkarji, ne? Izven parketa so veliko več časa preživljali skupaj, lepše trenutke so doživljali z Tobijem kot z Jordanom Morganom. Jaz verjamem, da to vse vpliva. Hkrati, zelo majhni smo kot reprezentanca, višinsko. Izjemen deficit je tukaj. Zdaj Tobi je tukaj, mislim, da 210 cm proti Morganu, 202, 203, nekaj takšnega. Tu nekje. Zdaj forma obeh ni bleščeča. Tobijeva v tem trenutku, mislim, da je v tem trenutku v slabši formi. V tem trenutku. Če se vrnem nazaj, tu so še 4 tekme za iskanje forme. Zdaj Tobi je igral v letošnji sezoni na evroligaškem nivoju. Se pravi, je imel težje treninge, težje tekmovanje, se pravi tekme. Absolutno. To se more nekje poznati. Njegov met za 3 je v tem trenutku, nasploh met, skoraj katastrofalen. Ampak to se gradi. To še 14 dni do začetka tekem, pa še 1 teden pol, da pridejo Finska, Nemčija oziroma Avstralija. Ne? Nekdo pač od teh. Enega sem še spustil z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak tista reprezentanca ne bo prišla naprej, po mojem mnenju. Do Tobija tukaj še lahko malo počakamo. Ko bo se tole enkrat zložilo, ko se bo zložil pick and roll, pick and pop z Luko Dončićem, vemo, ona dva sta sodelovala že prej, z Morganom še nista, teh par tekem, par treningov sta, s Tobijem je več. Tukaj jaz vidim, zakaj Tobi. Izpadel je Kunc. Zakaj Kunc? Fant je očitno nekaj delal dobro. Prvič bil je povabljen na zbor, ker nam je primanjkovalo visokih igralcev. Drugič, da je ostal tako dolgo. Visok je, mislim, da 207 cm. Zdaj na pripravljalnih tekah ni nekaj pokazal. No, sej, kaj pa lahko pričakujemo od igralca, ki je v bistvu prvič v takšni vlogi? Svaka mu čast. Očitno je nekaj delal dobro, da je tako dolgo ostal. Zdaj druga težava. Mislim, da on na članskem nivoju še ni odigral tekme, se pravi proti nekim velikim fantom, da tako rečem. NCAA je ipak drugačno tekmovanje, drugačne specifike od igre do samih pravil. Tako da neka adaptacija tako hitro še ne bo šla. Hej, je pa pridobil nov klub, vmes seli se v Poljsko prvo ligo. Tako da jaz mislim, da se lahko tu samo zahvalimo Aljažu Kuncu za sodelovanje. Ne? Medtem ko neka pozitivna presenečenja, če grem na hitro na tekmo proti ZDA. Prvi polčas sem pogledal, drugega me je nekaj zmotilo in nažalost ni šlo, tako da moja analiza tukaj je ni oziroma bo skopa. Fajn je bilo, da se nismo predali takoj, marsikdo bi se ustrašil, ampak mislim, da so se fantje borili in pa na koncu tale je razlika 30 točke, kar realna. Vemo, ni bilo Luke Dončića, ostali pa ok, no. Borili so se, izpostavili so se napake tukaj v podajah, ki jih je absolutno preveč. To je potrebno zdaj, koliko se da pozornosti je potrebno dati tem napakam brezveznim v podajah, predvsem pa tista tranzicijska obramba, ko so Američani že itak hitri, že itak znani po protinapadih, mi pa smo jih filali s tem, ne. Predvsem v prvem polčasu bilo to jasno vidno, ne. To so takšne napake, ki
oziroma tekme, ki takšne napake še posebej izpostavijo in jih je potrebno limitirati, koliko se da, temu pa so ravno namenjeni treningi. Tako da en Bine Prepelič je mene tukaj izjemno presenetil že na tekmi proti Črni Gori. Gregor Glas se je izkazal tukaj, pokazal, kakšen strelec je, to še lahko zelo pomembno, še posebej, če kakšnemu ne gre, da vstopi za 2-3 minuti, zadane 3-2. Na tak način, Bine lahko naredi kakšen faul, videli smo, lahko zadane z razdalje. Tako da to je zelo dobrošla zadeva, pa imam tudi feeling, da se Jaka Blažič kar malo prebuja, To mi je všeč. Žiga Samar se prebuja, Žiga Samar je naredil malo napredek v tem času, tako da lahko že neke pluse povlečemo, čeprav se čisto vsi verjetno strinjamo, da igra še ni na nivoju, ki bi si jo želeli. Ampak pa bomo tole zrihtali, bomo tole zdriblali. Je pa res, da reprezentanca, mislim, da je bolj limitirana, kot je bila. Ne moramo več pričakovati nekih in uvrstitev, dajmo biti realni. Če pridemo med prvih 8, tudi z Luko Dončićem, enim izmed top 3 igralcev na svetu, moramo biti zadovoljni. Nismo več na takšnem nivoju, kot smo bili. Igralci so vse starejši, 2 oziroma potencialno 3 z Goranom Dragićem igralcev nimamo na voljo. To je realnost. Žigo Dimca recimo nisem tukaj omenil, zelo slaba forma. Hrovat, se trudi. Tako da Čeba še bo pa moral svojo dati, če ne druga kakšen vredu faul, Pa mislim, da smo zaokrožili z vsemi. Na hitro bi se še dotaknil, Luka Dončić je manjkal, proti ZDA. Ni razloga za skrb, neka manjša poškodba, mislim, da stegenske mišice. Če se spomnim pravilno, se je izpostavilo, da se poškodba vleče že od marca letošnje sezone iz Dallasa. Mislim, da se celo kratko slikanje naredilo, magnetna resonanca, nič konkretnega, preventivno izpustil tekmo proti ZDA. Zdaj, če bi jaz bil v Malaga kot gledalec, jaz bi znorel verjetno, Tako da, če kdo to posluša, ki je bil tam, razumem frustracijo. Jaz bi znorel. Prijem gleda tam, ne vem koliko nara popušim, pa imam Slovenijo, Španijo, pa Luko Dončića nimam, pa Slovenije, ZDA z Luko Dončićem, mislim, brez njega. Z vsem dolžnim spoštovanjem do ostalih, ampak vemo, kdo je prva violina reprezentance, ne na zadnje svetovnega prvenstva, zdaj, ko ni Janisa Antetokounmpa, se to veste, To smo že v prejšnjem podcastu dali skozi. Če se še malo dotaknemo naših nasprotnikov, iz prve skupine Gruzija, kot sem prej omenil, 84-72 zmaga proti Iranu. Finska, Litva, že druga tekma, Litva tokrat boljša za 4 točke, pri Finski, ki se križe z našo skupino, potem Markkanen, 32 pike na skokov, Glavne nevarno, vse to vemo. Medtem ko je Avstralija našo Venezuelo nabila za 50 pik, nekaj tajega, Oni imajo, Avstralci imajo tudi NBA igralcev, tako da tukaj zdaj ni nekih zgubljati za besed, Tako da tole, Nemčija, Kanada po podaljšku, Zdajle, tako da Nemci so neverjetno močni, očitno, ker, pazite malo, Kanada ima v svoji zasedbi, kaj bi našteval, RJ Barrett, Shai Gilgeous-Alexander, ne vem, Dwight Powell, v glavnem, marsikoga, tole, Nemčija me z to formo že malo preseneča, mogoče pa bo šlo samo še dol, se ne vemo. V glavnem, kar se tiče SP-ja, je to še hiter intermezzo na Evropsko prvenstvo do 16 let. Naši fantje so žal izgubili tekmo za 5. mesto proti Nemcem, končno 6. mesto. S tem so izgubili možnost uvrstitve na svetovno prvenstvo. Če gledamo kaj pozitivnega, marsikateri od teh fantov bo še zaračunati na njega, definitivno. Mark Morano Mahmutović pa mislim, da je bil celo prvi strelec prvenstva, malo več kot 20 točk na tekmo. Na koncu lažja poškodba Iana Lazarevskega, tudi fantastičnega igralca, ki še prihaja. Tako da še ene spodbudne novice za slovensko košarko. Da ne bom predolg, še enkrat resnično cenim in resnično hvala, da me spremljate. Gregor sem bil z vami v novem podcastu, kot ponavadi. Dajte se naročiti za nove analize, podobne kot to, highlightsi prihajajo in tako naprej, kar se tiče svetovnega prvenstva, bom še z vami. Potem pa gremo nazaj na Dallas. Hvala, lepo bodite, do naslednjič, se slišimo, imejte lep preostanek
tega prostega dneva še, pol pa z novimi močmi v nov teden. Lep zdrav!